Pozdravljeni, moje ime je Kristina Knific in sem avtorica kovčinja, terapevtka in predavateljica. V tem posnetku vas vodim pri izvedbi vaj za razvoj zavesti z metodami koncentracije dr. Grabovoja, in sicer za prvi dan v mesecu. Predlagam, da si najprej določite svoj cilj. Zapišite ga na bel A4 list papirja. Cilj lahko tudi narišete ali drugače slikovno ponazorite. Navedeno vam bo pomagalo pri izvedbi koncentracij. Če cilja ne znate oblikovati, vas prosim, da najprej poslušate uvodni posnetek in potem nadaljujete s tem posnetkom. Koncentracije za prvi dan v mesecu so sestavljene iz 3 vaj. Prva vaja se nanaša na koncentracijo na element zunanje ali notranje realnosti, druga vaja je koncentracija na 7-mestni in potem še na 9-mestni številski niz in tretja vaja je upravljanje z dogodki v obliki miselnih ponazoritev. In že smo pri prvi vaji. Prvi dan v mesecu izvajate koncentracijo na stopalo desne noge. Ta koncentracija vas poveže z referenčno točko v zunanjem svetu. Z nogami se miselno opirate na zemljo. Zemlja predstavlja v vaši zavesti nosilno podporo. Upravljanje v tem sistemu popolnega vzpostavljanja sloni na tem, da je referenčna točka istočasno tako opora kot točka ustvarjanja. Kadar je opora obenem točka ustvarjanja, lahko s pomočjo te koncentracije takoj razvijete zavest. Pričnete se zavedati, da lahko po istem principu, po katerem na zemlji raste in se razvija vse, kakor nastajajo na primer rastline in tudi materija vašega lastnega telesa, na enak način ustvarite katerokoli zunanjo realnost. Razumevanje tega izhaja iz osnove te koncentracije. Vendar pa med izvajanjem te koncentracije ni treba razmišljati o tem globalnem mehanizmu. Lahko se zgolj skoncentrirate na stopalo desne noge in si pri tem v zavesti zamišljate potreben dogodek. Za vse ostalo bo avtomatsko poskrbel mehanizem ustvarjanja stvarnosti, o katerem sem pravkar govoril, pravi dr. Grabovoj. Želeni dogodek se bo tako zgodil na skladen način. Sedaj pa predlagam, da pričnete s koncentracijo na desno stopalo noge in si pri tem v zavesti zamišljajte potreben dogodek, torej vaš cilj. Koncentracijo predlagam, da izvajate naslednje 3 minute.
Sedaj smo že pri drugi vaji. Pri tej vaji se najprej koncentrirate na 7-mestni številski niz 1, 8, 4, 5, 4, 2, 1 in potem še na 9-mestni številski niz 8, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 8, 9. Koncentracijo na vsak številski niz izvajajte vsaj 2 minuti. In že smo pri tretji vaji, upravljanje z dogodki v obliki miselnih ponazoritev. Ta dan pravi doktor Grabovoj, da se osredotočite na svet, na vse oblike sveta in občutite, da je vsak objekt sveta del vaše osebnosti.
Na podlagi tega občutanja se bo izkazalo, kako vam vsak vetrček, ki prihaja od vsakega izmed teh objektov, prišepetava rešitev. Ko boste začutili, da je vsak objekt vsebuje delček vaše zavesti, boste spoznali tisto skladnost, ki vam jo je podaril stvarnik. Sedaj predlagam, da si izberete enega ali dva objekta sveta, torej mogoče predmeta ali pojava sveta okrog vas, ju občutite kot del vaše osebnosti in prisluhnite, kaj vam ta del prišepetava glede vaše rešitve. Na koncu predlagam, da si svoja spoznanja in uvide oziroma rezultate zapišete in lahko tudi si jih narišete v dnevnik. Dnevnik je koristen predvsem zato, ker boste lažje spremljali svoj napredek. Želim vam, da vam vse navedeno služi, da ste ustvarjalni, da je vaše telo mladostno in zdravo, vaš duh močan, vaša duša čista in srečna ter vaša zavest božanska. Z vami sem bila Kristina Knefic.